To je policijski pes? To je policijska psička. Ime je Bibi, stara je 3 leta, pasme, nemški kratkodlaki ptičar, imam jo pa za iskanje prepovedanih drog. A potem ta psička še kaj drugega dela, ko pa išče droge? Ta psička izvaja določene vaje poslušnosti in preiskave samo droge. Drugega psa, ko imam, je pa isto, nemški kratkodlaki ptičar, je pa za iskanje eksplozivnih snovi. A potem vsak policaj ima svojega psa? Tako je, ja. Vodnik službenega psa na tukajšnji postaji. Kako pa izgleda tak trening za pse? Skrijem določeno prepovedano drogo in psička mora to iskati. Ko to najde, mi nakaže, dobi za nagrado žogco, s katero se poigra. Za njo je to samo igra. A potem bomo zdaj v tej garaži nekje skrili Ja, v tej garaži, ta garaža je nekje pripravljena za šolanje. Predmeti v njej so razporejeni kakor nekje na terenu. Tle večkrat šolamo psičko. A je droga kle noter v tej garaži že skrita? Ne, trenutno še ni skrita. Ta prvo bom pokazal brez skrite droge, da psička upravi statično in dinamično preiskavo, potem bomo pa drogo skrili, bo pa psička pokazala nakazovanje droge. Statična preiskava pomeni, da spustim psičko v prostor in sama preiskuje. Jaz jo pa opazujem. Potem, čez določen čas, grem pa jaz v preiskavo, jo pa vodim, da preišče tiste dele, ki jih prej sama ni. Med dinamično preiskavo kažem psički, kje mora vohati. Bibi. Sedaj bomo skrili prepovedano drogo, konopljo rastlino. Pa če mi lahko pokažete, kam naj jo skrijem. Jaz bi je dal pa tam V predal. Ko pride psička do vonjave, obmiruje in gleda in mi z gobcem kaže, kje je izvor vonja. Pridem zraven, jo pohvalim in ji dam nagrado, to je žogica, katero se igra. Bibi, pridna punca si, ja? Tako pridna si. Bravo, pridna punca. Malo prej smo videli, kako kuža najde drogo, kaj pa on dela. Ta moj kužek Dingo, nemški ovčar, je pa za splošna policijska opravila. Se pravi, da išče pogrešane osebe, uporabljamo ga za varovanje raznih javnih prireditev, tekem nogometnih, tu nas večinoma večkrat vidite, potem za iskanje storilcev, kaznivih dejanj na terenu, v objektu. Za vse ostalo, bom rekel, napram unmu kužku, ko ste ga prej videli. Se pravi, ne išče ne droge, ne eksploziva, vse ostalo. A je on nevaren? Ja, te kužki so pa bolj nevarni, ne? Oni ste videli, ste prijazni, lahko božeš. Te pa praviloma se jih ne bože, no? Ker se navajam dejansko na vodnika, na lastnika njegovega, vse druga jim je pa tako, no, bom rekel, lahko se počuti tudi ogroženega, ja. No, se lahko tudi primete, da to videla, kakšna je ta oblika. Zelo trda, ja, to je taka dolga zaščitna oblika, tako da kuža ne pride skozi zubmi, ne? Mene pa, da ima občutek, da napade osebo in da ga drži, ne? To je za kuža zelo pomembno. A to vas noč ni strah, da bi se kaj zgodilo? Ja, strah nas ni takoj. Začetka nas je bilo malo, začneš to delati, ne? Potem se pa tega navadiš in ta strah mečkar malo je nekega adrenalina, ampak iz drugega sile pa ni, zato ker že pač vemo, kako to poteka, ne? A vi boste zdaj tekli? Tako da bom jaz samo zdaj zadnji skril, potem bom prišel z zavetišča, takrat me bo policist s psom me bo pozival, stoj policija, ko se bom jaz obrnil, bom začel bežati, on bo še enkrat pozival stoj, drugače bom spustil psa, takrat bo pa spustil psa. Stoj! Stoj! Policija! Stoj! Spustil psa! Stoj! Spustil psa! Zgavi ga! Kontra! Lej to. Vidi, parker ni prav.
Zdaj smo videli eno vajo, kako pes zaustavlja bežečo osebo. To naj bi bil en storilec hudega kaznivega dejanja, katerega smo mi dobili na dejanje. Ne? Se pravi, da je predpisana uporaba službenega psa brez nagobčnika. Ker se oseba ni ustavila na moje opozorilo, sem bil primoran tudi spustiti mojega pomočnika Dingota, da je osebo zaustavil.